Tole za menoj je novi Toyota RAV4. Zadnjič, ko so ga predstavljali na enem od cestnih poligonov, sem se spomnil, da so 2 generaciji nazaj enak avtomobil predstavljali na vojaškem off-road poligonu, kjer smo se vozili čez res hude ovire. RAV4 je namreč športni terenec, čeprav besedo športni jemljete s precejšnjo rezervo, lahko pa z rezervo zadnje čase jemljemo tudi besedo terenec. Takšen RAV4 to sploh ni. Točno tale ima namreč samo sprednji pogon. Seveda lahko izberete tudi takšnega 4-kolesnim, ampak si večina kupcev želi zgolj imeti avtomobil, ki je malce bolj oddaljen od tal, da se počutijo malce bolj varno in da lažje vidijo naokoli, z njim pa na teren ne bodo šli nikoli. In za takšne kupce je RAV4 za dobrih 22.000 evrov, tisti bolj zahtevni pa izberite tistega 4-kolesnim pogonom, cene zanj se začnejo malce pod 30.000, ker gre baje za povsem drugačne kupce, pa čeprav za enak avtomobil. Ampak dvokolesno gnana različica sploh ni edini dokaz, da so terenske vrline v drugem planu. RAV4 se mnogo bolje počuti na asfaltu, pa čeprav je v določenih pogledih njegov 4-kolesni pogon celo bolj sofisticiran od prejšnjega. Ampak o tem več, ko dobimo takšnega RAV-a na test. Vozne lastnosti so namreč povsem cestne. Evropejci smo najbolj zahtevni, kar se tega tiče, zato ima evropski RAV bolj natančen krmilni mehanizem in bolj čvrsto vzmetenje. Morda vas figo briga, kako se vozi RAV4 onkraj luže, ampak že samo dejstvo, da so ga posebej priredili za evropske kupce, veliko pove o vloženem trudu. Volan nudi zaupanje in občutek pri vrtenju ni preveč umeten, pelje pa se RAV4 sploh lepo, zelo udobno, skoraj tako kot nižji osebni avtomobili. Če bi moral primerjati vozne lastnosti, bi rekel, da so zelo podobne tistim v Hondi CR-V, kar je velika pohvala, ker je CR-V zelo suveren. Je bil pa tam bolj suveren motor, kar je logično, ker ima tale manj moči. 125 konjev pri razgetaji z 2-litrskega dizla, kar je dejansko dovolj, ni pa ta avtomobil med najhitrejšimi. Ampak za vsakdanje potrebe bo to povsem dovolj, razen pri najnižjih vrtljajih morda malce bolj len. Mi je pa všeč, da je povprečje na testu samo 6,5 litra, kar je super za tako velik avtomobil. In RAV4 dejansko sedaj je velik avtomobil. Skoraj 4,6 metra meri v dolžino, kar pomeni, da je prostora v njem dovolj. Zadaj lahko udobno sedijo 3 potniki, zato ker je dno ravno, dovolj prostoren je tudi prtljažnik. Ampak tista od rešitev, ki mi je še posebej všeč, pa je spodnji del vrat, ki prekrije prag, kar pomeni, da ta ostaja čist, kar posledično pomeni, da bodo ostale čiste tudi vaše hlače, ko boste lezli v avtomobil in jih obrisali v prag. Torej, kaj me moti? V bistvu nekaj dosti. Stikala za stekla bi bila lahko vsa 4 samodejna, ne samo voznikovo. Samodejno prilagajanje snopa dolgih in kratkih luči bi lahko bilo bolj vzorno, ker včasih malce zamuja s preklopom. Ta nezložljiv ključ mi para živce, hlače, in ta oblika armaturne plošče mi ni najbolj oblikovno všeč, čeprav je fino prekrita z usnjem. Bolj kot ne malenkosti, ostalo pa štima in za slabih 26.000 evrov, kolikor stane takšen RAV s prednjim pogonom in skoraj najbogatejšim paketom opreme Elegant, kaj dosti ne boste pogrešali. Še cena se mi zdi zelo dobra.